Čas je za rubriko zanimivosti. Tarzan se vrača v kinodvorane in to kar v dvojni porciji. Zloglasni voditelj letošnjih Zlatih globusov bo svoj glas posodil animiranemu junaku novem delu Malih vohunov. Quentin Tarantino si v svojem najnovejšem filmu želi filmskega zvezdnika Willa Smitha, Al Pacino pa bo nagrajen na filmskem festivalu v Benetkah, po najnovejših govoricah pa se na velika platna vračata dvojčka, ki sta jo upodobila Schwarzenegger in De Vito. Čeprav slednje kaže na kronično pomanjkanje izvirnosti in kreativnosti v Hollywoodu, moramo priznati, da je vselej zabavno, ko se istega filmskega projekta loti več različnih studijev. Kot naprimer pri 3 prihajajočih Sneguljčicah, nad katerimi je, priznajmo, preprosto nemogoče imeti pregled. No, podobna usoda čaka tudi najbolj znanega džungelskega idealista Tarzana. Pri Warner Bros. So namreč najeli kar 2 scenarista z isto nalogo napisati vsak svoj scenarij za film o Tarzanu. Po prvih informacijah se lahko ob 2 dobrih zgodbah pripetita tudi kar 2 različna filma. Spletna stran Deadline pravi celo, najboljši scenarij bo uporabljen za prvi film, ta slabši pa za njegovo nadaljevanje. Čuden je ta Hollywood, se vam ne zdi? Samo svoj Quentin Tarantino ima precej težav s kadriranjem svojega novega filmskega projekta Django Unchained. Košarico sta mu tako dala Brad Pitt kot tudi Leonardo DiCaprio, zato se je v ospredju presenetljivo znašel Will Smith. Res je, za Tarantina ni značilno, da svoje filme polni z zvezdniki, če izvzamemo Neslavne barabe, a glede na to, da Smitha v kinih nismo videli že od leta 2008, ta možnost niti ni tako nemogoča. Nenazadnje pa zaupamo Quentinovemu instinktu, saj nas praktično ni še nikoli razočaral. Večina ljudi, vključno z nami, je mnenja, da lahko Ricky Gervais naredi bolj smešno prav vse. Kmalu se bo trditev postavila na resno preizkušnjo. Kot britvica oster komedijant bo svoj glas posodil vohunskemu psu v že kar 4. delu franšize Mali vohuni. Navdušenje držimo v mejah, saj sta bila 2. in 3. del precej slaba. Rodriguez sicer trdi, da filme dela kot posebno darilo svojim otrokom, a mi na to pravimo: kako zloben oče. Upanje na dober film vseeno obstaja, kar dokazuje Gervais z duhovito izjavo: ne samo, da posojam svoj glas Malim vohunom, lahko ga tudi obdržijo, jaz sem ga že sit. Že samo ta izjava je smešnejša kot karkoli izrečenega v vseh dosedanjih filmih omenjene franšize. Kot vse kaže, Arnold Schwarzenegger oziroma bolje rečeno ameriška vlada žal ne bo upoštevala našega nasveta. Tako ima Schwarzenegger po nekaterih informacijah na mizi že, pozor, 752 različnih projektov. Pri večini gre za nadaljevanje v preteklosti sila uspešnih Arnold-centričnih filmov. Na seznam pa si lahko dopišete še enega, ki je verjetno celo še najbolj prebavljivi od vseh do zdaj. Na velika platna se bi znala vrniti najbolj neenaka dvojčka v zgodovini filma, Danny DeVito in kdo drug kot Arnold. Za konec pa še k zvezdi trilogije Boter Al Pacinu. 71-letni ameriški igralec in režiser bo dobil letošnjo Jaeger LeCoultre Glory to the Filmmaker nagrado na filmskem festivalu v Benetkah. Tamkaj pa bo predstavljal tudi svoj najnovejši režiserski celovečerni projekt, dokumentarni film o gledališču naslovljen Wild Salome. Dokler mu to preprečuje, da bi snimal kakšna nadaljevanja svojih uspešnic, kot naprimer Righteous Kill 2, proti temu seveda nimamo nič.